Leta 1883, ob 600-letnici Habsburške vladavine na Kranjskem, je cesar Franc Jožef I. obiskal med drugimi kraji seveda tudi Bled. Na cesarjevo izrecno željo sta ga spletno po jezeru popeljala domačina Ševelj in Kovač z Mlinga. Za cesarja predviden poseben stol je v zadnjem trenutku izginil, zato so ga nadomestili s stolom, ki ga je Ševelj, kot piše v viri, ugrabil v bližnji krčmi. Cesar je bil nastanjen v hotelu Malner na prostoru današnjega Park hotela. Stregli so ga domači natakarji, ki jih je bogato nagradil 100 goldinarji. Obisk cesarja so spremljali domači pevci, ki so peli slovenske pesmi, med drugimi Pozdravljen te gorenjska stran, Bodi zdrava domovina, Otok Bleški in še katero. Torej, še enkrat hvala, spet vas je veliko, kar je za vsakega predavatelja zelo lep pogled, če vidi dvorano tako polno, tako da se bom že kar razvadil, kar se tega tiče. Glejte, mi danes pravzaprav zaključujemo z današnjim predavanjem, kot ste že slišali, naša srečanja tule v mesecu oktobru. Je pa to hkrati, ta premor, ki ga bomo imeli, pa zdaj, čez 14 dni se naslednjič vidimo, tudi neke vrste kontura, neke vrste meja med dvemi obdobji v zgodovini Habsburžanov. Torej, gotovo se spomnite, skozi prejšnja predavanja, tako mojih dveh kolegov kot moja, smo Habsburžane pripeljali, torej tiste prave, čistokrvne Habsburžane, do izumrtja. Najprej smo Španske pokopali, zadnjič, če se spomnite, na račun zelenih mušnic gre še cesar Karl VI. To, kar bomo pa začeli v novembru in se bomo pravzaprav skozi ves november pogovarjali, je pa Habsburško-Lotarinška dinastija. Če bi bili tako čisto pravi in če Habsburžani ne bi seveda bili to, kar so bili, bi seveda morali govoriti o sploh samo lotarinški dinastiji. Ampak Marija Terezija je bila seveda Marija Terezija, ne bom rekel z veliko začetnico, pač pa samimi velikimi črkami in je dosegla seveda, da je pravzaprav priimek njenega moža, torej cesarja Franca I. stal na drugem mestu. Torej še vedno govorimo o Habsburžanih, ne pa o seveda Habsburško-Lotarinški hiši, v glavnem o Habsburžanih bomo govorili še naprej. In nekje kot meja, kot morda malo bolj lahkotna tema, bomo danes seveda se pogovarjali o mecenstvu v družini Habsburžanov. Zdaj, gledajte, če govorimo o podpori umetnikov, če govorimo o zbirateljstvu umetnin, potem verjetno Habsburžani niso ravno tista prva misel, ki vam se porodi v glavi. To je na nek način razumljivo. Vedno bi bili, bom rekel, pred njimi kaki Medičejci, pa Ludvik XIV, Katarina Velika, pa še kdo. Habsburžani so pa seveda tam nekje odzadaj. Ampak bolj v naši glavi, kot pa seveda v resnici. Namreč mi ponavadi, to je pač naš lokal patriotizem, ko govorimo o Habsburžanih, govorimo v glavnem o avstrijskih. Španske pozabimo, čeprav so ravno španski Habsburžani seveda bili izjemni podporniki umetnosti, na kar se bomo danes spomnili. Sicer pa, in to je zelo pomembno, je tukaj še ena stvar, namreč tudi avstrijski Habsburžani, začenši z cesarjem Maksimilijanom, so seveda veliki podporniki umetnikov. Danes
se bomo mi, bom rekel, bolj kot ne ukvarjali z sliko. Manj bo besede, no, a bo, a ne bo. Bo kdo prišel pa pomagal to naprej prestaviti. Torej, cesar Maksimilijan I, je tisti Habsburžan, ki ga bomo vzeli kot prvega mecena. Glejte, mecenstvo kot tako je ena stvar, ki se vleče od antike. Torej, od antike, od samega mecena, tega slovitega rimskega plemiča, ampak seveda se vleče skozi ves srednji vek, samo da Habsburžani seveda tu ne sodelujejo. Zakaj? Več razlogov. Najprej ni denarja in drugič, seveda Habsburžani vladajo v prostoru, ki se ravno ne izpostavi kot središče neke umetnosti. Maksimilijan I, tule vidite njegov portret, ki ga je naslikal Jost van Kleve, je pa seveda človek, ki, to vam je gotovo kolega Donovan dobro razložil, je bil dvakrat poročen. In poročil se je ne zaradi umetnosti sicer, pač pa zaradi denarja in pa seveda tudi zaradi vpliva, najprej z burgundsko princeso in potem z princeso iz družine Sforza, torej Italijanko. In Burgundija in Italija sta tisti dve deželi, kjer cveti renesansa. Tako imenovana severna renesansa in na drugi strani seveda Italija, Milano, družina Sforza je konec koncev seveda Milano, kjer toliko in toliko let ustvarja Leonardo da Vinci, njega vsi poznate. Torej, se Habsburžani cepijo na dva glavna centra umetnosti tistega časa. In seveda za začetek, kot prvi portret tega cesarja, še zelo mladega, imamo portret enega nizozemskega, burgundskega, če lahko še tako tedaj rečemo, slikarja, torej portretista Jost van Kleve in vidimo eno tako romantično podobo cesarja, ki je seveda tukaj naslikan z nageljnom, torej z rožico. Glejte, med umetninami, ki nastanejo tedaj, je zaklad zlatega runa. To je viteški red, ki še danes obstaja v dveh podobah. To je najvišje odlikovanje, ki vam ga lahko podeli španski kralj, aktualni in tudi vsi pred njim, so seveda to odlikovanje podeljevali in pa seveda to je red, ki ga še vedno v svojih rokah drži Habsburška vladarska hiša. Torej imamo dve veji istega reda. Torej, če ste si dobri s Habsburžani, če poznate nadvojvodo Karla, torej trenutnega velikega mojstra tega reda, seveda lahko morda, če ste dobri katoličani, pa če ste plemiči 8 kolen nazaj, upate, da boste kdaj vitez, samo moški so tule zlatega runa. Torej, ena najbolj prestižnih takih viteških zadev je ta red. Glejte, tukaj lahko vidite pa maštni plašč, ki je nastal. Namreč, ko se ta red sestane, se seveda obleče v posebne uniforme in zraven je maša. Torej, kaplan reda, v tem primeru je to dunajski nadškof, ima mašo v tem ornatu, to je del mašnega plašča. Vse je izvezeno z zlatom in svilo in staro nekaj več kot 500 let. Iz konca 15. stoletja je vse skupaj in tisto, kar je seveda posebej zanimivo, lahko še vidite ostanek tega gotskega obdobja, torej v tej recimo izvezeni arhitekturi, zadaj je precej še gotskih elementov. Torej,
To je recimo ena takih prvih stvari, ki jih je Maksimilijan se seveda poslužil, torej viteškega reda z vsemi umetnostnimi zakladi, ki so zraven. Glejte, Maksimilijan je bil pri Habsburžanih zelo priljubljen. V družini in tudi več kot 100 let po njegovi smrti vidite Rubensovo sliko, ki je danes na Dunaju, umetnostno-zgodovinskem muzeju, in lahko vidite Maksimilijana kot vladarja v tej vojni opravi kot vitez, dejansko so mu rekli zadnji vitez. Maksimilijan ni bil kaj bog ve kaj uspešen kot vitez, kot vojskovodja, je pa zelo dobro znal seveda stvari vezane na umetnost. Glejte, iz obdobja njegovega življenja imamo tudi nekaj zgradb, ki jih je dal zgraditi. Torej, govorimo o času približno 500 let nazaj. In v Innsbrucku, v tamkajšnjem Hofburgu, imamo dodatek, tako imenovano zlato strešico. Torej, gre za balkon z streho, ki je dejansko z pozlačenimi opekami pokrita in pravi tak biser te poznogotske arhitekture. Gre za eno takih posebej znanih umetnin, ki so jih Habsburžani naročili na Tirolskem. No, v kraju Frauenstein pa imamo še eno donacijo cesarja Maksimilijana, vidite to zelo lepo skulpturo Matere Božje z plaščem. Zdaj, če je kdo od vas pomislil na Ptujsko goro, potem seveda smo tam nekje, torej gre za isto obdobje, tudi isti tip upodobitve Matere Božje. Nimamo pa seveda v tem primeru opraviti z tako mogočno pravzaprav skulpturo ali skulpturami, vsekakor pa to ravno tako kot naša Ptujska gora zelo lep primer poznogotske plastike, torej že iz časa, ko v Italiji že davno seveda gotike ne več, ko je že seveda tu renesansa. Zdaj, tista figura, ki jo pa najbolj povezujemo z Habsburžani v tem obdobju, torej tisti umetnik, je pa seveda Albrecht Dürer. Tukaj lahko vidite njegov avtoportret. Zakaj vam kažem ravno tega? Obstajata namreč še dva, ki sta ravno tako znana, tisti, ki je v podobi Kristusa, je še toliko bolj znan, ampak ta avtoportret je seveda nekaj posebej zanimivega. Namreč ta avtoportret je bil v lasti cesarja Maksimilijana, po njem ga je podedoval njegov vnuk Karl in danes ga lahko vidite v Madridu, v Pradu. Torej, po teh dedovanjih je prišel v Španijo, kot še marsikatera druga umetnina Habsburška, in danes je v tem muzeju, v tej sloviti galeriji slik na ogledu. Tukaj imamo pa eno sliko dokumentarne narave, umetnostne, torej cesar, ki ga lahko vidite v Dürerjevem studiu. Maksimilijan je obrnjen proti nam s hrbtom, Dürer na vidite enem podiju, nekaj riše, nekaj slika. Dejansko obstaja ena zelo luštna anekdota, torej Maksimilijan naj bi prišel v Dürerjev studio in seveda med slikanjem je Dürerju padel čopič iz rok. Vidite, Dürer je tako na enih stopnicah gor, na odru, tako kot sem zdaj jaz. In cesar svojemu spremljevalcu, torej bilo je neki plemičev zraven, reče, naj pobere čopič in ga da Dürerju, in ta je seveda rekel, da to pa ne bo naredil, da je to izpod njegove časti, izpod njegove plemiške časti, in teda je Maksimilijan, ki je bil
ne samo moder, pač pa tako tudi zelo, bomo rekli, večkrat nabrit, rekel, veš kaj, jaz lahko v vsakem trenutku iz vsakega slikarja naredim plemiča, ne morem pa iz nobenega plemiča narediti takega slikarja, kot je Dürer, in da je podkrepil svoje besede, je Dürerja povišal v plemiški stan. Torej je pokazal, seveda, kako se ceni tako velikega slikarja. Zdaj, da je Dürer postal plemič, nič nenavadnega. Mi se bomo srečali še z enim mojstrom, ki so ga tudi Habsburžani seveda povišali v plemiški stan, ki je bil kar 3-krat za svoje zasluge v plemiški stan povišan. Ampak o tem nekoliko kasneje. Torej, Maksimilijan dobi od Dürerja zelo veliko. Sloviti portret z granatnim jabolkom, ki ga danes hranijo na Dunaju, umetnostno-zgodovinskem muzeju, je čudovit primer tega slikarstva. Še posebej v tem odnosu, kako je Dürer naslikal krzno, tudi sam portret je izjemno dober. In seveda lahko rečemo, da je s tem ne samo pokazal, kaj zna, pač pa da je seveda omogočil Habsburžanom, da so preko Dürerja postali prepoznavni kot podporniki umetnosti. Namreč je bilo takrat moderno. Maksimilijan je verjetno sam bil navdušen nad umetnostjo, ampak jasno se je zavedal, da podpora umetnikov je zelo pomembna. Da so umetniki tista propaganda, ki vladarju omogoči, da preseže meje svoje države. Dürer naredi še en portret, podoben, nekoliko drugačen, seveda, kar se tiče detajlov. Tega hranijo v Nürnbergu, sicer pa seveda Dürer naredi za Maksimilijana celo serijo slik. Tule je tako imenovana Sveta Trojica. Gre za delo, ki ga tudi na Dunaju hranijo, in med seveda temi figurami, ki obdajajo Sveto Trojico, lahko opazimo tudi nekaj Habsburžanov, pa tudi nekaj, bomo rekli, prednikov Habsburžanov, recimo Karla Drznega, Burgundskega. Med slikami, ki jih Dürer naredi za Maksimilijana, je zagotovo ena najbolj pomembnih ta, to je pa tako imenovana Rožnovenska Mati Božja, ki jo tudi na Dunaju hranijo. Lahko vidite Marijo z detetom in desno v teh rdečih škrlatnih oblačilih je cesar Maksimilijan. Kleči v molitvi in Marija mu daje na glavo venec, torej ga na nek način krona. Torej gre spet seveda za neko propagando, torej Marija, Mati Božja, skupaj seveda z Jezuščkom kot navzočima, ga seveda krona Maksimilijana. Torej cesar, ki ga krona sama Marija. Zelo pomembna propaganda. Vi morate vedeti, gre seveda za tudi pomembno obdobje, ko se cesarstvo še vedno skuša uveljaviti tudi kot sila v Italiji. Jaz sem prej uvodoma omenil, Maksimilijan je bil tudi v Italiji poročen, njegova druga žena Bianca Sforza je bila iz Italije, in tule imamo portret, profilni portret, ki ga naslika Ambrogio de Predis, torej milanski slikar, Leonardov učenec, čisto drugače kot Dürer, ampak ne moramo reči seveda, da je bil karkoli manj kvaliteten. Torej vidimo, da ima Maksimilijan to srečo, ki jo imajo tudi nekateri njegovi nasledniki, da ima pravzaprav ob sebi umetnike iz dveh glavnih centrov tedanje evropske umetnosti, torej Italije in pa rečemo širše gledano, Nizozemske. Zdaj, to ni edina upodobitev, ki jo je
Maksimilijan doživel na italijanskih tleh. Tule lahko vidite fresko, ki jo naslika Giorgio Vasari, torej veliki mojster ne samo slikarstva, pač pa tudi scenografije, arhitekture, sloviti pisec življenjepisov, ki je za Medicejce poslikal dvorano v Palazzo Vecchio v Firencah, to je ogromna dvorana, več kot 50 metrov je dolga in ta dvorana, to dvorano krasijo dela, ki poveličujejo Medicejce, na drugi strani pa seveda njihove zaveznike, Habsburžane. In tukaj na tej veliki freski vidimo Maksimilijana, torej cesarja Maksimilijana, kako pomaga Medicejcem zasesti mesto Livorno, torej današnje glavno toskansko pristanišče. Torej, Maksimilijan tudi v Italiji doživi tako popularnost, da ga slikarji tudi po smrti še upodabljajo. No, kot zaključek pa seveda ta skoraj faraonski projekt, torej grobnica cesarja Maksimilijana v Innsbrucku. Maksimilijan, vidite, kleči na enem čudovitem sarkofagu, obdan z kipi v naravni velikosti, ki predstavljajo njegove prednike, dejanske in namišljene. Recimo, vmes boste našli njegovega očeta, cesarja Friderika III. In pa seveda tudi recimo kralja Arturja, torej slovitega mitskega, legendarnega kralja iz obdobja propada rimskega cesarstva. Torej, eden najlepših grobov, kar si jih je kdaj kak Habsburžan dal narediti, ki je pa prazen. Maksimilijan nikoli ni bil pokopan tule, umrl je v Wiener Neustadtu, torej blizu Dunaja, in je tam pokopan v današnji vojaški akademiji. Za Maksimilijanom, veste, pride na prestol njegov vnuk, Karl V. Karl, glejte, je bil seveda drugačen tip. Karl je vladal celemu svetu, Španiji, pol Italije, nemškemu cesarstvu, seveda tudi našim krajem. Pa, če se spomnite, smo rekli, da je vladal tudi seveda številnim kolonijam v Ameriki, Afriki in Aziji. Bil je zelo, zelo izobražen in seveda velik ljubitelj umetnosti. Torej, Karel je to, kar je dobil od svojega deda, če smemo reči v genih, samo še nadgradil. In seveda Karlu ni bilo težko naročiti umetnin, portretov, pri največjih umetnikih tistega časa, ker je pač pravzaprav skoraj vse lahko štel za svoje, če ne podložnike, pa vsaj za podložnike zavezniških vladarjev. Tule lahko vidite, je en mladostni portret, torej cesar je še brez brade, ampak ga takoj prepoznamo po tej spodnji čeljusti in pa spet po zlatem runu. Vidite Bernard van Orlja, tudi zelo pomemben nizozemski slikar je bil avtor tega portreta. Potem od istega slikarja portret nekoliko starejšega Karla, vidimo, da si je že pustil brke in pa brado, in pa potem seveda Cranachov portret. Lukas Cranach, sicer slikar nemškega porekla, bolj zanimiv kot slikar recimo te protestantske skupnosti, tisti najbolj slavni portreti Lutra prihajajo izpod njegovega čopiča, ampak tu naslika Karla tudi kot seveda vladarja in še posebej skoraj groteskno poudari to podaljšano spodnjo čeljust. Glejte, Karl, smo rekli, je bil primarno, čeprav seveda cesar, španski kralj. In za časa njegovega življenja je bilo glavno mesto Španije Toledo. In zgradba, ki jo vidite, je kraljevi Alcázar v Toledu, tak, kakršnega je dal zgraditi Karl V. Zdaj, če je zgradba od zunaj
precej taka trdnjavska, ima od znotraj prelepo, renesančno arkadno dvorišče in na sredi dvorišča je ta spomenik. Torej spomenik cesarju, kralju Karlu, gre za celopostavno skulpturo, ki jo naredi Pompejo Leoni. Karl je bil takrat že mrtev, njegov sin Filip II. Ukaže narediti to skulpturo in še danes je na tem mestu, ne glede na to, kaj se je s to trdnjavo vmes dogajalo. V Granadi, v Toledu, kot sem narobe zapisal, je ta palača, torej v Alhambri. Vi poznate Alhambro kot dragulj te mavrske umetnosti, ampak tisti majhni prostori za Karla niso bili primerni. In doda to lepo renesančno zgradbo. Zdaj, tisti, ki ste tam bili, pa ste to videli, boste morda rekli, pokvari vtis o Alhambri. Ampak to je res. Ampak sama zgradba je zelo, zelo lepa. Res pa je, da ne sodi v tisto okolje. Ampak tam je, treba jo je omeniti kot enega večjih gradbenih podvigov cesarja Karla. Karl relativno malo gradi, ker ni imel časa, ves čas je nekje selil levo, desno, ampak v Španiji vendarle postavljeni 2 palači, kjer je bival dlje časa. No, tukaj imamo pa zdaj seveda eno najbolj zanimivih zgodb v zvezi z Karlovim mecenstvom. Glejte, tukaj sta 2 sliki in vsi vidite, kako zelo sta si podobni, ki jih naslikata 2 slikarja. Leva slika je delo slikarja Jakoba Zeissenegerja, verjetno niste še slišali zanj, bil je avstrijski slikar, zelo, zelo dober portretist. Desno je pa Tizianovo delo, torej delo enega najpomembnejših slikarjev 16. stoletja. Kako se je lahko to zgodilo? Torej, Zeissenegerjev portret je visel v preddverju pisarne cesarja Karla v Augsburgu. Karl je bil tam na zasedanju državnega zbora in Tizian se je prišel pravzaprav ponuditi v službo. Češ, tak velik cesar rabi tako velikega umetnika. Ampak Karl, ki je bil skozi zaposlen, je nehote, seveda nenačrtno pustil Tiziana čakati v čakalnici. In Tizian, ki ni imel kaj za delati, je vmes, ko je čakal, naslikal kopijo tega portreta. In ko je Karl izvolil sprejeti Tiziana, mu je ta prinesel zraven že portret, ne da bi ga sploh videl do tedaj cesarja. In tako je nastal ta portret, levi, Zeissenegerjev je danes na Dunaju, desni je v Pradu, v Madridu. Torej, zdaj se lahko odločite, kateri vam je bolj všeč, ali original ali kopija, ampak seveda, ker je kopijo naredil Tizian, to ni nekaj slabšalnega. Torej, Tizian je pokazal, da je človek, ki je dejavn in cesar je bil navdušen. In pri Tizianu seveda naroči več portretov. Tega, ki je nažalost ohranjen samo v kopiji, torej Karl kot poveljnik, sicer že rahlo siv, ampak še zelo, zelo tak močan, vitalen mož. Potem portret, tu gre za mojo lastno fotografijo, zato se ni čist v redu svetloba. Slika je sicer v Neaplju hranjena, v galeriji Capo di Monte. Potem ta najslavnejši portret, portret jezdeca, torej cesarja kot zmagovalca nad protestanti v bitki pri Mühlburgu. Gre za eno tako pravzaprav skoraj grozečo podobo. Cesar osamljen kot kak Don Kihot, pravzaprav jaha, v ozadju vidimo temne oblake, črnega konja. Torej, to ni slika, ki bi kazala zmagovalca. In ta
bitka seveda je bila bolj kot ne Pirova zmaga. Zadnjič, da je Karl premagal protestante, čeprav se seveda tu s to celo postavno sliko postavi kot veliki zmagovalec. Tudi je danes ta slika v Pradu. In potem zadnji portret. Lahko vidite cesarja Karla, ki ga Ticijan upodobi malo prej, preden da je odstopil. Karl sedi, do zdaj je stal, poln vitalnosti, tukaj pa sedi. Če pogledate obraz, nas gleda z enimi takimi zelo utrujenimi očmi. Lahko vidite, da ima na roki rokavico. To je znak zelo napredujočega protina, putike, ki mu je tako zmaličil prste, da niti ni mogel več sam jesti. In seveda Ticijan s temi portreti osvoji kralja, cesarja, in Ticijan ga zaprosi, da naslika njegovo soprogo, portugalsko princeso Izabelo, in pa sliko, ki je bila menda najbolj všeč cesarju, to je tako imenovana La Gloria oziroma čaščenje svete trojice. Lahko vidite zgoraj na vrhu Bog Oče, Bog Sin, na sredi Sveti Duh, spodaj levo vidimo Marijo, na desni strani v beli obleki pa imamo cesarja Karla, za njim pa ženo in pa sina. Ta slika je bila vedno ob Karlu, čeprav to je ogromna oltarna slika. Danes je v Pradu, ravno tako v Madridu, in Karl v skladu s tradicijo, ki se je ohranila, ne bi gledal to sliko, ko je umiral. Torej, menda je bil to zadnji pogled, zadnja stvar, ki jo je gledal, ko je bil še na zemlji. Zdaj, tudi v kiparstvu Karl najde veliko možnosti za svoje upodobitve. Tukaj imate zelo lep bronast portret, ki ga je Leoni na sredu, in pa potem en silno zanimiv portret, ki je v Firencah, v Palazzo Vecchio. Naredil ga je zelo pomembno renesančni kipar florentinski Baccio Bandinelli in kaže kronanje Karla V. Torej, papež Klemen VII iz družine Medičejcev krona Karla za cesarja. Torej, Karl V je bil zadnji cesar, ki ga je papež kronal. Kasneje papež ne ukrona nobenega cesarja več. Napoleon, veste, da si papeža pripelje zraven, ampak se sam ukrona. Torej, to je bilo zadnje cesarsko kronanje strani papeža. Zakaj je ta kip zanimiv? Glejte, gre seveda za uprizoritev nekega zgodovinskega dogodka, ki je pa tu jasno narejen tako, da Karl kleči pred papežem, torej Habsburžan kleči pred Medičejcem. Torej, z tega zornega kota moramo gledati. To ni propaganda v smislu poveličanja cesarstva, pač pa seveda poveličanja družine Medičejcev. Medičejci seveda slavni meceni in so bili še malo bolj ambiciozni kot pa Habsburžani. Ne politično, pač pa seveda malo drugače. Morda bo da je prilika, da se še o tem kaj pomenimo. V Capraroli, severno od Rima, imamo to zanimivo fresko, Taddeo Cuccari je naredil to delo. Vidimo spravo med Francijo in pa Španijo, torej na sredini papež Pavol III iz družine Farnese, levo imamo Franca I in desno Karla V. Torej gre za zgodovinski dogodek, ki se je dejansko zgodil v mestu Nica. Tam sta se oba dva vladarja sestala in po posredovanju papeža pride do sprave, ki je zaključila več desetletij dolge vojne. Zdaj, ta slika je pa seveda zelo zanimiva, malo manj kot umetnostna, pač pa kot zgodovinska slika. Gre za abdikacijo Karla V. Karl se odpove prestolu in del dežel prepusti svojemu bratu,
cesarju Ferdinandu, del pa svojemu sinu Filipu II. To je na sliku baročni flamski slikar Franz van Franken. In kaj pravzaprav lahko vidite? Kako je ta dediščina razporejena? Glejte, na levi strani lahko vidimo cesarja Ferdinanda in za njim zelo malo figur. Na oni strani, na desni, pa lahko vidite Filipa, novega španskega kralja, ki je seveda obdan z neverjetnim številom figur, torej kraljestev, vojvodstev in tako naprej. Torej, Ferdinand dobi samo svoje, samo nemške dežele, vse ostalo dobi Filip. In zato imamo na desni strani, vidite, pravcato gnečo, medtem ko seveda na levi strani je vsekakor vse drugo, samo gneča ne. Glejte, Karl seveda po smrti doživi številne apoteoze. Tule lahko vidite Rubensovo sliko, ki Karla kar kot vladarja sveta upodobi, vidite globusa, ki je zraven Karla, torej v Salzburgu to sliko hranijo. Potem, to sem vam že pokazal, dvojni portret cesarja in cesarice, danes v zbirki vojvode Alba, pa potem portret Karla, kopija pravzaprav po eni Tizianovi sliki, to je tudi Rubens je druge kopiral. Danes je ta slika v Londonu, eni zasebni zbirki. In pa konec koncev Van Dyck, ki slika že 100 let kasneje ta lepa upodobitev, konjeniška upodobitev cesarja Karla je danes v galeriji Uffizi v Firencah in seveda pride z eno poroko, ena Habsburžanka se z Medičejci poroči in prinese še to zraven kot del dote. Karla potem v vseh pogledih nasledi sin Filip. In takoj na začetku imamo celo serijo portretov. Torej, portret je bil Filipu zelo pomemben. Podobno kot številnim vladarjem kasneje je Filip seveda znal ceniti to izrazno sredstvo, da je svojo podobo med podložnike razširil. In nekje najmlajša podoba vladarja je že Tizianova. Tician potem naredi še celo postavno podobo, obe dve sliki, ki ste jih videli, sta v Pradu, v Madridu, in potem še nadaljni umetniki. Antonin Mor, Nizozemec, potem Thomas Kay, tudi Nizozemec, naslika Filipa. Leoni, Pompeo Leoni naredi ta kip, ne bomo rekli, da se ravno najbolj posrečil. In potem seveda zadnji, vidimo, kako se je Filip vmes postaral, to pa naslika Sofonisba Anguissola, pravzaprav ena prvih slikark, če ne celo prva slikarka, ki je imela, bom rekel, status, ki pritiče tudi njenim moškim kolegom. Vidite, da je lahko naslikala samega španskega kralja, torej tedaj najpomembnejša osebnost v Evropi, in ne samo to, fantastičen portret, zelo, zelo natančen. Filip je bil zelo zadovoljen in Sofonisba ima potem na dvoru službo, poučevala je princese, torej Filipove hčerke, ženo v slikarstvu in naredi ogromno portretov teh princes in podobnega, izredno natančno, izredno dobro. Zdaj Rubens, spet, torej Rubensa bomo še in še srečali, dvorni portretist Habsburžanov, sicer po Filipovi smrti, ampak naredi ta posthumni portret, torej Filipa, ki ga krona slava, slika v Madridu, v Pradu danes. Zdaj, Filip je pa v to habsburško družino vnesel nekaj novega, torej zbirateljstvo. Ne Karl, ne Maksimilijan pred njim nista bila velika zbiratelja. Filip je pa bil.
Najprej je cenil nizozemsko renesančno slikarstvo. Recimo imamo Rohirja van der Weydna, to razpelo v Escorialu je danes, potem sloviti Triumf smrti, sliko gotovo poznate, Peter Bruegel, starejši naslika, v Pradu, v Madridu je slika, potem Hieronymus Bosch, najljubši slikar, sicer na žalost pokojen že takrat, kralja Filipa, vidimo skušnjave svetega Antona, potem najslavnejšo Boševo delo, torej voz kopica sena, tudi enako slavna vrt na slad je v Filipovi zbirki bil, danes so te slike v Pradu in kar je seveda zelo zanimivo, predvsem z vidika španskega slikarstva, z Filipom se začne seveda tudi špansko slikarstvo prebujati. Filip sicer podpira Italijane, podpira Nizozemce, ampak tudi Španci končno pridejo na tisti nivo, da so se lahko primerjali z tema dvema velikima šolama. Tule lahko vidite slovito El Grecovo delo, pravzaprav gre za čaščenje svetega Božjega imena, vidite gor na vrhu, IHS. Kralj Filip je čisto spodaj v črni obleki prikazan, zraven njega še beneški dož, torej gre pravzaprav za alegorijo zmage pri Lepantu. Slika je v Escorialu danes. Ravno tako kot to slavno delo, mučeništvo tebanske legije, ena najbolj uspelih El Grecovih slik, pa tudi upodobitev svetega Frančiška, ki ga tule vidimo, kako prejema stigme, sodi med El Grecova, najbolj uspela dela. No, tukaj pa še en portret ene od Filipovih hčera, to je bila princesa Katarina in seveda španski avtor Sánchez Coelho. Torej, Španci postanejo tako kot slikari nabožnih podob in portretisti seveda enako vredni z uvoženimi mojstri, pri tem seveda, da bo treba še kako generacijo, da pridejo pa res, bom rekel, na tisti najvišji nivo. Glejte, posebna zgodba je zgodba Ticiana. Tician je imel posebno pogodbo s španskim kraljem, ki je odkupil vse, kar je Tician naslikal. Zadnjih 10-15 let je vse, kar Tician naredi, gre avtomatsko v Madrid. Slika prikazuje alegorijo zmage nad Turki pri Lepantu. In gledajte, Tician je bil takrat star približno 70 let, ko se s Filipom zmenita in do svoje smrti, do 89. leta, vse, kar nastane, gre v Španijo. Recimo Španija pomaga religiji, tudi v Pradu, potem slovita Danaja, torej motiv iz antične mitologije, pa Sizif, kako nosi skalo, imamo Prometeja. To so bile vse slike, ki so bile naslikane prav po naročilu kralja Filipa. Tician ni nikoli zapustil Benetka, lahko je bil doma, v svoji hiši, slikal, ko je bila slika narejena, so jo zapakirali, poslali po morju v Španijo, in Filip je komaj čakal, da dobi novo sliko. Potem pa serija tako imenovanih poezij, imamo motiv Akteona, kako preseneti Diano in pa nimfe. Ta slika je danes v Londonski narodni galeriji. Torej, če bi Španija uspela ohraniti vse Ticianove slike, ki so bile nekoč v kraljevi zbirki, potem bi bilo danes v Madridu v tamkajšnjih muzejih približno 70 Ticianovih slik. Pa jih ni več, namreč neki so jih podarili kralje drugim kraljem, precej jih je bilo uničenih v požaru, ki je prizadel kraljevo palačo v 18. stoletju. Danes ima madridski Prado, mislim, da 37 slik in je še vedno največja zbirka Ticiana na svetu. No, mučeništvo svetega Lovrenca, Ticianovo delo za Escorial, še vedno je tam.
In pa potem motiv Venere z organistom, ki ga je naslikal Tizian 4-krat za Filipa, ta isti motiv. Venera in Adonis in seveda potem naslednja zgodba. Torej, podobno kot njegov oče, tudi Filip II. Ni veliko gradil. Gradil je pravzaprav eno samo stvar, Escorial. Zgradbo, ki je prav neverjetnih dimenzij, narejena iz granita in gledajte, tloris, lahko vidite, da deluje kot mreža oziroma raženj. Samostan je posvečen svetemu Lovrencu, svetniku, ki naj bi ga spekli na ražnju. In zato ima tako obliko. Predstavljajte si te prečke, pa seveda navpičnice in dobite zelo pravilno obliko enega takega ražna z ročajem na koncu. In predstavljajte si, date zrezke gor, pa pečete nad ognjem. Torej, dobesedno tako je Filip želel in tako so naredili. Torej, Escorial je gromozanska zgradba, tisti, ki ste tam bili, boste to lepo lahko potrdili. Not je seveda kraljeva palača, knjižnica, samostan, grobnica kraljev, umetnostna galerija, še in še in še. Samo nekaj odsekov, slovita galerija bitk, potem križni hodnik z slikami od Cukarja in pa slavnostno stopnišče, na stropu potem ena čudovita baročna freska, ampak seveda o obdobju, ko je ta freska nastala, se tule ne bomo posebej pogovarjali, ker nimamo toliko časa. Zdaj pa se vrnemo na kratko spet na avstrijsko stran, k cesarju Rudolfu II. Glejte, tukaj lahko vidite družino Maksimiljana II. Rudolf, tisti fantek v rdeči obleki. To je cesar Rudolf. In tukaj lahko vidite potem Rudolfa kot mladega moškega. Naslika ga španski slikar. Rudolf je preživel mladost v Španiji. In potem seveda portret, ki je zagotovo eno presenečenje. Torej, gre za portret, ki ga naslika slikar Arčimboldo in vidite, da je cesar svetega rimskega cesarstva naslikan tako, da je narejen iz same zelenjave. Torej, gre za eno tako zelo nenavadno, groteskno upodobitev, ki je pa seveda bila Rudolfu zelo všeč. Ko je videl ta portret, je Arčimbolda poklical sebi in Arčimboldo potem dela za njega dolgo časa. Med umetniki, ki jih je Rudolf posebej podpiral, je bil Hadrian de Vries, nizozemski kipar. Lahko vidite Rudolfov doprstni kip. Rudolf je se tu pokazal kot veliki vojak. Nikoli v življenju ni bil v bitki. Je pa seveda Rudolf na vse možne načine proslavil zmago avstrijske vojske pri Sisku nad Turki. Mi vemo, glavnina te vojske so bili Slovenci. Slovenci in recimo Auersperg, torej Turjaški, so dobili posebno zahvalo od papeža, ker so premagali Turke. Rudolf je to seveda razglasil kot svojo zmago, čeprav je bil na varnem v Pragi, ne pa seveda spodaj pri Sisku, ampak pomembno je, da mi vemo, da smo takrat Slovenci pa res obranili Habsburško monarhijo, jo rešili pred propadom. In pa pravzaprav en zadnjih portretov, Hans van Aachen naslika Rudolfa, starega, potrtega, čisto apolitičnega že. Torej, Rudolf je ena taka hecna figura, zelo zanimiva, ogromno knjig je o njem, bolj so ga zanimale alkimija, pa astronomija, pa umetnost, kot pa vladanje. Rudolf je dal narediti eno sijajno stvar. Torej,
kronske dragulje, privatne kronske dragulje, ki niso bili namenjeni za kronanje, in lahko vidite dejansko najlepše, kar je seveda tedanje zlatarstvo zmoglo narediti. V zakladnici Dunajskega Hofburga vidite krono, vidite žezlo, jabolko, in tisto, kar je posebej zanimivo, še posebej, morda bomo tako lepše videli, poglejte pod tem čudovitim safirjem, ki je na vrhu, kako majhen je križ. Torej, Rudolf ni bil kaj posebej pobožen. In ponavadi je križ zelo elementaren del vsake krone v zahodni Evropi. To je verjetno najlepša krona iz obdobja renesanse in križ je pa tak, da ga lahko komot zanemarimo. Ta krona postane kasneje, ko nastane Habsburško-Avstrijsko cesarstvo, grbna krona, torej je na grbu države, danes pa, kot sem rekel, na Dunaju v tamkajšnji zakladnici. Nikoli ni bil nihče kronan s to krono, nikoli je ni nihče nosil. Imamo pa kak portret, kjer se krona pojavi zraven. Torej, Adrian de Vries je bil veliki mojster pozno manjerističnega kiparstva in ustvari celo serijo čudovitih, velikih kipov za Rudolfa. Ti kipi so pa doživeli sila nenavadno usodo. Ko je Rudolf umrl, jih je njegov naslednik Ferdinand podaril vojvodi Valdštajnu, ki jih je postavil v vrtu svoje palače v Pragi. Če ste kdaj bili v Pragi, spodaj pod Hračani je Valdštajnska zahrada, in tam seveda imamo lepo zelo izpostavljene kipe. Ampak ti kipi so kopije. Namreč v obdobju 30-letne vojne pridejo Švedi in originale odpeljajo. In če ste prej videli tale kip v snegu, to je danes pri Štokholmu, palača Drottningholm, rezidenca švedskega kralja, in tam stojijo ti kipi. Spet kopije, originali so veliko predragoceni in so v posebnem muzeju. Torej, so ti kipi imeli zelo zanimivo pot, vsega skupaj jih je 16, celopostavni kipi, konj, figur, torej tudi kar se materijala tiče, dragi kipi, ker gre za bron, in so, bom rekel, res neverjetno pot doživeli. Pa seveda niti slučajno ni taka najbolj zanimiva. Rudolf II. Je bil tudi zbiralec. Med drugimi je kupil to slovito serijo 4 slik, ki jih je Correggio naslikal, Jupiterove ljubezni. Vidimo tule 2 sliki, ki jih hranijo na Dunaju danes. Na levi Jupiter kot oblak ugrabi nimfo Io, potem Jupiter ugrabi Ganimeda, potem vidimo motiv Danaje, torej Jupiter v obliki zlatega dežja oplodi to Danajo, in slika je v Rimu, v galeriji Borghese, in pa v Berlinu je Leda z labodom. Vse skupaj je bilo svoj čas Rudolfovo, ampak ker so, kot smo rekli, Švedi zasedli Prago, so del tega odpeljali seboj, potem se prodaja enemu, drugemu, tretjemu in tako pride do zdajšnjih lokacij. Arčimboldo, slika za Rudolfa. Tule imate element vode, element zemlje in pa pomlad. Torej, zelo zanimiva upodobitev, portret, in še cela serija teh je, pač ni namen, da bi vam vsega od Arčimbolda pokazal. V glavnem so te slike na Dunaju. Namreč Marija Tereza je potem tisto, kar je ostalo od Rudolfove zbirke, odpeljala na Dunaj, kjer je še danes. Rudolf na Hračanih tudi gradi, to je sloviti paviljon kraljice Ane, zelo lepo renesančno delo. Njegova mama je bila
Ana, njej je posvetil. Potem pa tako imenovana Rudolfova galerija v Hračanih, danes del, bomo rekli, predsedniških prostorov, tako da se v glavnem tega ne da pogledati. Zelo tak pozen manierizem, zelo preprost stil, ampak hkrati tudi zelo veličasten. Zlato uličko pa tako vsi poznate. No, Izabela Klara Evgenija je pa posebna figura. Bila je namenjena za soprogo Rudolfa II., potem jo je pa pustil tako dolgo čakati, da se je raje poročila z njegovim bratom. Kdo je bila Izabela Klara Evgenija? Ona je bila najljubša hči kralja Filipa II. Španskega in je posneje kot vladarica vladala današnji Belgiji. Zelo, zelo dobro je vladala. Tule imate portret kot deklice, Sanchez Coelhona slika v Madridu, potem Sofonisba Anguissola jo naslika kot mlado, precej privlačno damo, tudi v Madridu, in potem seveda pride njen glavni dvorjan, Rubens. Rubens ni samo slikal za njo in njo, pač pa je bil tudi njen, mi bi rekli, zunanji minister. Kot diplomat potuje po celi Evropi in je tako dober kot diplomat, da ga 3-krat v plemiški stan povzdignejo. Torej, Rubens je bil plemenitaš in slikar, ki je tako drago prodajal svoja dela, da je do danes neprekosljiv. Torej, noben umetnik v zgodovini ni toliko zaslužil kot Rubens. Na račun v glavnem Habsburžanov. V današnjem denarju približno 2 milijardi evrov. Da si predstavljate. Torej, vsi filmski mogotci so, bom rekel, precej pod njim, kar se tiče zaslužka. Ampak ni bilo samo to. Lepa, lušna deklica. Glejte, to je Klara Serena Rubens, Rubensova hči. Izabela Klara Evgenija je bila njena botra. Torej, predstavljajte si, Habsburžanka, vladarica je bila botra slikarjevi hčerki. Tako zelo je bil Rubens cenjen pri Izabeli in tudi pri drugih Habsburžanih. Zakonski par na Dunaju umetnostno-zgodovinskem muzeju nadvojvoda Albert in pa Izabela Klara Evgenija. In potem 2 sliki, Albert pa Izabela, vse seveda Rubensna slika na vrtu njihove poletne rezidence v okolici Bruslja. Albert hitro umre. Izabela Klara postane vdova, stopi v red, ampak še naprej vlada. Tule imamo serijo njenih portretov, tale Rubensov je v Firencah, v palači Pitti, tale zmanjšana verzija v Madridu, v Pradu. No, tule imamo pa Van Dijka, slika je v Turinu, v tamkajšnji galeriji. Torej, Izabela Klara Evgenija, ena najmanj poznanih, pa ena najboljših Habsburžank. Zdaj, Rubens je doživel tudi njeno smrt. Tule lahko vidimo skico za neke vrste, bomo rekli paviljon, pod katerim je bila Izabela Klara na parah. Torej, zgoraj jo vidimo, kako gre v nebesa, spodaj pa kako Filip IV. Pošilja svojega brata, da jo nadomesti. In pa sloviti oltar svetega Ildefonza, vidite, na levem krilu je Albert, na desnem je Izabela Klara, na Dunaju umetnostno-zgodovinski muzej. Potem pa Izabela naroči za en samostan veliko serijo tapiserij, to so tapiserije, ki so tako velike kot to platno tule, z naslovom Triumf Evharistije. Torej, gre za ogromne slike v prvi vrsti, potem so tudi tapiserije nastaje. Slike so danes v enem ameriškem muzeju na Floridi, vidite tule, Triumf Matere Božje, Abraham in Melhizedek in pa 4 apostoli. Tapiserije so še pa vedno v Madridu, v tistem samostanu. Filip IV. Od vseh, seveda, Habsburžanov največji mecen. Tukaj imamo portret mladega Filipa, Kaspar de Krejer ga je naslikal, potem pa
Spet Rubens. Rubens je Filipu polaskal. Rubens je vedno znal ljudi naslikati malo lepše, kot so bili. In ta portret nam kaže tega sicer zelo rezerviranega monarha, plašnega, kot enega takega postavnega mladeniča, celo malo samozavestnije. Ste rekli, kaj ima pa ta ženska veze s Habsburžani? Prav nič. Ampak to je čudovit Velázquezov portret, ki sem ga vam dal pokazati. Samo zato, da vidite, kako je Velázquez pravzaprav zelo naslikal tako, kot je videl. Torej, če je bila oseba lepa, je bila lepa, če pa ni bila lepa, pa ni bila lepa. In zdaj boste videli serijo portretov Filipa IV. Od mladosti pa do poznejših let. Večina teh slik je še danes v Španiji, torej en Rubens vmes, tule Filip star 40, tule pa 60, malo zatem je umrl. Vidite, kako se je postaral, kako se je spremenil, žalosten, melanholičen, ni čudno, da je bil tak, Španijo je šlo samo navzdol. Hkrati je pa Filip bil največji zbiralec med španskimi vladarji. Tule imate čudovit konjeniški kip v Madridu pred kraljevo palačo. Ferdinando Taka je ta kip naredil. In pa Berninijev kip v Rimu, v cerkvi Santa Maria Maggiore, španski cerkvi, tako v navednicah. Filip v Madridu zgradi za vse umetnine, ki jih je kupil in dal naročiti, to prekrasno palačo, Buen Retiro se je imenovala. Na srečo so se slike ohranile, palača pa nažalost ne. Namreč podrla se je, tako slabo je bila grajena. Ostal je pa park, najlepši madridski park in prebivalci Madrida so Filipu še danes hvaležni za to. Zanimivo je, da je Filip večino svojega časa prebil v vojni z Francozi. Kljub temu je kupil, kolikor se le dalo francoskih slik, recimo Parnas od Possena in pa to zelo lepo sliko Jutro v pristanišču od Clauda Lorraina. Torej izven Francije je ravno madridski Prado tisti muzej, ki ima najlepše zastopano francosko umetnost iz obdobja 17. stoletja. Potem pa pride seveda Filipov prijatelj, Filipov glavni umetnik Velázquez, ki slika kralja, kraljico, člane družine in pa seveda te zelo, zelo pomembne dogodke v življenju Španije. Tu vidimo njegovo slavno sliko predajo Brede, to je zgodovinski dogodek iz časa vojne, 30-letne vojne. Potem pa najslavnejšo Velázquezovo delo Les Maninyas, dvorne dame, ki nam pravzaprav kaže en tak zelo zanimiv portret španske kraljeve družine. Ste rekli, kje pa je družina, saj je sam princeska. Če pogledate na sredini slike, torej tam, kjer mora biti najpomembnejše, je ogledalo in od v ogledalo sta kralj in kraljica. Torej stojita tam, kjer sedite vi. Torej, mi smo na tisti strani kot kralj in kraljica, torej na bolj pomembni strani. In pa potem portreti kraljeve družine, Baltazar Carlos, kraljica Izabela, torej Velázquez, absolutno vodilni predstavnik španskega slikarstva v tistem času in slikar, ki je na istem nivoju kot pa sta Rubens, Van Dyck in pa še nekateri drugi veliki mojstri tega obdobja. Rubens slika nešteto slik za Filipa. Torej, danes je madridski Prado največja zbirka Rubensovih del. Čez 150 slik. Najprej naredi serijo Apostolov. Spet ne bomo vse. Potem to čudovito delo, Poklon kraljev, ena najlepših Rubensovih slik. Enako lahko za tega svetega Jurija trdimo. Pa potem grof Rudolf Habsburški vodi duhovnika, ki nosi poslednjo olje in pa obhajilo za nekega umirajočega. Vrtna slad oziroma zabava v vrtu, nastanek Mlečne ceste, ugrabitev Evrope, Persej in Andromeda,
in pa seveda ugrabitev Ganimeda. Te mitološke slike so bile namenjene za eno lovsko kočo kralja Filipa. Te ni več, slike so se, hvala Bogu, ohranile. Zdaj pridemo pa do enega Habsburžana, ki ga pravzaprav ne poznamo, skoraj ne poznamo. Nadvojvoda Leopold Viljem, tule ga imate. Bil je namestnik španskega kralja v današnji Belgiji, bil je pa avstrijski Habsburžan, bil je stric Leopolda I. in zaslužen je za eno sila nenavadno zadevo. Glejte, tule imamo vojvodo Vincenza Gonzago. Ta je zbral eno največjih zbirk slik v tedanji Italiji. Smo v času okrog leta 1600. Njegov vnuk, Vincenzo II., Rubens je naredil ta portret, da zapravi ves državni denar in proda to zbirko temu gospodu, angleškemu kralju Karlu I. Zakaj? Ker ni hotel, da jo kupijo Medičejci. Torej, ena najlepših zbirk italijanskega slikarstva gre iz Italije ven. Mi bi rekli danes, da je proti nacionalnim interesom deloval. Ampak s tem se zgodba še bolj zaplete. Namreč leta 1648 je v Angliji revolucija in Karl, čeprav imamo ga tule 3-krat, zgubil vse glave. Torej, obglavijo ga. Anglija postane republika, puritanska republika in veličastna kraljeva zbirka, govorimo o prek 3000 slikah, gre na dražbo. Nekaj jo kupi kardinal Mazarin, nekaj jo kupi španski kralj, večino jo kupi pa Viljem, Leopold Viljem. In tule imate slavno Teniersovo sliko, ki kaže Leopolda Viljema v njegovi zbirki slik. Glejte, ko ta gospod umre, namreč bil je škof oziroma nadškof, vse slike pošlje na Dunaj k svoji žlahti. Torej, tako je izgledala zbirka slik v Bruslu, v njegovi palači. Ker mi ta daljinc ne dela, bom zdaj sem stopil, pa vam bom nekaj slik pokazal. Glejte, tole si zapomnite, pa tole, pa tole, pa tega gospoda tam z brado. Namreč, to so slike, ki so še danes na Dunaju. In to je posebej seveda zanimivo. Torej, gledajte, Rafaelova Sveta Margareta, Tintoretov moški z brado. Potem tudi z tiste slike Veroneze je v Kristusov čudež. Tizianova Violante, potem Parmigianinova ženska z turbanom, potem še en Veronezejev, Poklon treh kraljev, Giorgione, trije filozofi, Giorgioneva Laura in Caravaggio tudi pride, ni ga tam bilo, David z Goljatovo glavo, Rožnovenska mati Božja in Leopold Viljem sabo pripelje tudi ti dve čudoviti sliki. Rubensa, zadnji avtoportret, Rubens kot plemič in pa njegova druga ljubljena žena, Helena Fourme. Slika je bila seveda namenjena za domačo oči. Rubens ni žene gole naslikal zato, da jo bomo vsi gledali. In slika ima tak ljubezniv vzdevek, pravijo mu Hetpelshen, kar bi pomenilo kožušček. Vidite, da je tak, bomo rekli po domače, pelcmontl, ogrnjena, kolikor je ogrnjena. Torej, ko boste šli na Dunaj, ko boste šli v umetnostno-zgodovinski muzej, si zapomnite, da večina slik, predvsem italijanskih, ki so tam, je tam zato, ker je Leopold Viljem zbral večino del pokojnega angleškega kralja. Cesar Leopold, o njem smo zadnjič že veliko govorili, pa seveda nekaj stvari moramo obnoviti. Glejte, Leopold je prvi, zdaj od avstrijskih Habsburžanov, španskih nimamo več, ki se zelo, zelo trudi zbrati ne samo umetnine, pač pa predvsem polepšati Dunaj kot prestolnico. S Habsburžani je šlo zdaj navzgor in Leopold seveda mora
nekako to tudi pokazati navzven. Torej, eno doprsje, zelo tako monumentalno, potem pa recimo na Grabnu, na Dunaju, to slovito kužno znamenje. Fischer von Erlach je avtor, on upodobi tudi Leopolda na tem kipu. Potem Augarten palača, torej letna palača, ki si jo Leopold naredi. Danes je porcelanska manufaktura, pa ti sloviti Wiener Sänger Knaben, imajo svojo šolo tule not. Potem, to smo že zadnjič pogledali, Leopoldinsko krilo. Danes je tule urad predsednika republike. Težko dobiš kako sliko, da ni kak politik gor, ta je ena redkih. Potem tako imenovani Pietra Dura salon v ta istem Leopoldinskem krilu Hofburga. Potem imamo Petrovo cerkev, z Grabna malo umaknjeno, in pa za princa Eugena, da Leopold zgraditi to palačo, tudi to Fischer von Erlach naredi. Torej palačo v centru mesta, danes je del belvederske zbirke tule hranjen. Karl VI, smo rekli, ga nasledi, Leopolda, in nadaljuje z tem delom. Torej, tukaj imamo portret Karla VI, naslika ga nizozemski slikar Meitens, ki je bil dvorni slikar potem njegove hčerke, Marije Terezije. Torej, Karl gradi še veliko več kot njegov oče. Tule imate slavnostno dvorano državne knjižnice, torej Österreichische Nationalbibliothek, z velikim kipom cesarja Karla, potem samostan Gottweig, nad Donavo, tule v ozadju je Donava, apoteoza Karla VI iz ta istega samostana, potem seveda Karlova cerkev na Dunaju. Danes je v tej palači kanclerski urad, torej kancler Kurz, trenutno tule not domuje. Ravno tako, Fischer von Erlach naredi za Karla. Potem dvorec Schlosshof, tudi najprej za princa Eugena, po njegovi smrti Karl to kupi, potem pa Marija Terezija, še dlje časa not biva, ena taka lepa baročna zasnova. Potem eno izmed kril Hofburga, kasneje se Franc Jožef tu not naseli. In pa kloster Neuburg, torej veličasten samostan ob Donavi, malo naprej od Dunaja, imamo dve podobi notranjščine, torej gre za seveda eno tako res monumentalno zgradbo, to je cesarski apartma, kadar je Karl prišel, sem je bival v tem apartmaju. In Karl da seveda tudi sredstva princu Eugenu, da si zgradi zgornji Belvedere, enega najlepših dvorcev v baročnem obdobju v srednji Evropi. Marija Terezija je pa seveda potem poglavje zase. Glejte, Marija Terezija je bila pravzaprav prva med avstrijskimi Habsburžani, ki se je zelo zavedla, kako močno propagandno orožje je umetnost in da seveda se ne sme samo omejiti na domače vire, pač pa je treba povabiti jasno vsakega pomembnega umetnika, če se ga le da dobiti. In tako imamo Marijo Terezijo, njene otroke, njenega soproga, v glavnem naslikane strani tujih umetnikov. Etienne Lyotard. Morda vam ne pove to ime veliko, slikal je vse pomembne evropske vladarje. Špansko kraljevo hišo, angleško, francosko, rusko in tudi seveda Habsburško. Tu je eden zgodnjih portretov Marije Terezije, vidimo, da je še precej tako, bomo rekli, postavna mlada dama. Naslednji portret, morda kako leto je že starejša, in pa potem že malo bolj okrogla in s tem se ta pravzaprav serija portretov od Lyotarja neha. Odpotuje naprej po Evropi, na Dunajskem dvoru pa ostane slikar Meitens, ki naslika Marijo Terezijo kot vladarico,
tukaj že precej bolj prsep gospa, pa tudi roko na srce, zelo, zelo odločno zgleda na tem portretu. Potem imamo portret, katerega verzijo tudi pri nas v Narodni galeriji hranijo v Ljubljani. Ta je sicer na Dunaju v Hofburgu. In pa potem ta sloviti družinski portret naslikan v Schönbrunnu, lahko vidite zadnje, slavnostno dvorišče Schönbrunna. Več variant te slike obstaja. Cesar Franc, mož Marije Terezije, je bil ravno tako velik podpornik umetnosti. Vidimo njegov portret od Maytensa, potem Italijana Batonija, tu je prikazan Franc kot pokrovitelj znanosti, in pa angleški slikar Zoffany, ki tudi ga naslika kot podpornika naravoslovja. Vidimo, da je bil Franc bolj recimo za zahodnoevropske in pa italijanske, medtem ko Marija Terezija imela druge slikarje, ki so jo slikali. Njuna grobnica je seveda nekaj posebnega, gromozanski dvojni sarkofag, v katerem sta še danes pokopana in na nek način spominja na etruščansko obdobje. Ne smemo pozabiti, Franc Štefan, Marija Terezija začneta svojo vladarsko pot kot veliki vojvoda in vojvodinja Toskane, ampak o tem bomo mi več v naslednjem predavanju imeli za povedati. Na Dunaj pride v tem času sloviti beneški slikar Vedut Bellotto in poslika Dunaj. Lahko vidite pogled z Dunaja z Belvedera proti Štefanovi cerkvi, spredaj Schwarzenberška palača, skrajno levo Karlova cerkev. Potem imamo pogled na palačo Lobkovič. Predstavljajte si, da če danes stojite, da vidite to, palača je čisto ista, Štefans dom je seveda tudi tak, kot ga vidimo, vi ste danes na tisti točki, kjer je Albertina, torej sloviti muzej grafike. Pogled na dvorišče dvorca Schlosshof in pa pogled na park tega dvorca. Spomnite se, mi smo rekli, da ga Karl IV. Da zgraditi najprej za princa Eugena, potem seveda ga dobi Marija Terezija. In pa Schönbrunn. Če kaj povezujemo z Marijo Terezijo, je to Schönbrunn. Bellotto naslika dvorišče in pa pogled na park, ki je bil tedaj znatno drugačen, kot pa je danes. Notranjščina Schönbrunna prej kot ne ohrani podobo iz časa Marije Terezije, to je velika galerija, potem tako imenovani lakasti salon, lahko vidite tistega, tisti Batonijev portret cesarja Franca, potem azijski kabinet in pa glorieta zgoraj nad samim parkom. In da ne pozabimo, Marija Terezija deluje tudi drugje. Poglejte, Hračane, tisto, kar zgleda kot eno tako zelo enotno krilo, vse to je dala narediti Marija Terezija. Tule vidimo vhod, ki je tudi njen, arhitekt Pacassi je to naredil. Torej, to je bila zadnja velika predelava Hračanov, naslednji potem je naš Plečnik. In pa za konec, ne smemo pozabiti za Mozarta. Do zdaj smo govorili o slikarjih, kiparjih, arhitektih. Marija Terezija povabi Mozarta, ki je bil tedaj star 6 let, na dvor in Mozart za njo igra. Marija Terezija je bila tako zadovoljna s tem otrokom, da mu je podarila to obleko, ko jo nosi, da si boste lažje predstavljali. Mozart je takrat dobil zelo masten honorar, ampak ta obleka je bila vredna približno 2000 teh honorarjev. To je tako zelo draga je bila in dokler je fant ni prerastel, kar se nažalost hitro zgodilo, seveda je vedno v njej nastopal. Ohranila se je na srečo ta slika, ta portret, vidimo kot mlad plemič Mozart tule nastopa. Vojvoda Albert bi pravzaprav ne smel biti v tej naši zgodbi. Namreč bil je Sas, sin saškega kralja, tule ga vidimo, ampak bil je poročen z najljubšo hčerko Marije Terezije, tule jih vidimo, Alberta na desni in Marijo Kristino na levi.
Bila sta namestnika Marije Terezije na ozemlju današnje Belgije, ta dvojni portret, ki ga vidimo danes v Bruslju, v Kraljevi palači. Marija Kristina je bila zelo lepa, zelo, bomo rekli, za modo, vidite, kako lepo je oblečena in delujejo ti portreti zelo, zelo sodobno. Nažalost, je ta zakon, ki je bil zelo srečen, ostal brez otrok in Marija Kristina umre sorazmerno hitro, 30 let pred svojim soprogom. Ta jo da pokopati v Avguštinski cerkvi na Dunaju. Nagrobnik, ki ga vidite, naredi Canova in gor imate napis, tam lahko malo vidite, se zlato sveti, piše najboljši ženi Albert. Torej Albert Marijo Kristino imenuje za najboljšo ženo, kar jih je kdaj bilo. Albert je bil brez otrok, bil je zelo bogat, kam z denarjem. Uredi si eno krilo Hofburga, ki se po njem imenuje Albertina in začne zbirati grafike, risbe. In nastane seveda največja zbirka risb in grafik na svetu. Ne samo največja, pač pa najbolj kakovostna. In gledajte, samo nekaj malega. To vsi poznate. Dürerjev zajec. Potem en od apostoljev, ravno tako Dürer. Leonarda da Vincija ima seveda tudi veliko. Portret nekega bradatega moškega. Michelangelo tudi ne manjka, verzija za eno od njegovih pieta. Potem Rafaelova Madona s knjigo. Slika je danes v Ameriki, risba na Dunaju. Potem en delček iz freske Požar v Borgu v Vatikanu, risba na Dunaju. Potem čudovita portret, avtoportret Anibale Karačija, avtor. Peter Bruegel, ta kmečki Bruegel, njegov avtoportret tudi, krasna risba. Rubens, njegova hči Izabela Kralj, njegov sin Filip. Rembrandt, en akvarel in pa slikar, ki je živel že v času nadvojvode Alberta, Boucher, en ženski akt. Še in še je tega. Samo toliko, da se malo zavemo, kaj pravzaprav ta zbirka hrani. In zdaj seveda za konec naš presvitli cesar Franc Jožef. Torej, Franc Jožefa uvrstiti med mecene bi bila napaka. Namreč bil je veliko bolj preprost, kot pa vsi njegovi predhodniki. Umetnost ga ni zanimala. Bi bilo pa seveda ravno tako napak, da ga ne bi, bom rekel, v tej zgodbi omenjali. Namreč vladal je tako dolgo, da v času njegove vlade na Dunaju in povsod po cesarstvu seveda zrastejo neštete zgradbe, ki je vsaj delno jih on dal zgraditi, čeprav spet, kot sem rekel, ni bil nek poseben navdušenc za umetnost. Na Dunaj povabi slikarja Winterhalterja, najboljšega slikarja tistega časa, portretista, spet portretist, ki dela v Angliji, Franciji, Rusiji, na Portugalskem, da naslika njega in pa njegovo ženo, Elizabeto Sisi. Ta dva portreta sta v cesarskem apartmaju v Hofburgu in pa portret nesrečnega brata Franca Jožefa Maksimiljana, tukaj kot mehiški cesar. Vemo, da ga je to stalo življenje. Če bi iskali nek spomenik, ki si ga je Franc Jožef postavil, pa ni bil take sorte, da bi si spomenike postavljal niti enega, ni bilo na Dunaju v času njegovega življenja, je to seveda slovita Ringstraße, ulica, ki jo dobro poznate. In tako, da malo obnovimo, kaj je vse dal Franc Jožef narediti, oziroma je nastalo v času njegove vlade, se bomo sprehodili po tem ringu. To je nekdanje obrambno ministrstvo. Potem državna opera, zgradbo, ki jo gotovo poznate. V bližini nastane seveda tudi ta postaja mestne železnice Otto Wagner in pa Max Fabiani. Secesija, tudi vam dobro znana zgradba. Potem Trg Marije Terezije, torej pred Hofburgom, pred
obema velikima muzejoma. Novo krilo Hofburga, danes je državna knjižnica tule not, pa muzej antičnih kipov iz Efeza. Mihaelova vrata v Hofburg, predstavljajte si, da gledamo zdaj iz Kolmarkta proti Hofburgu. Potem umetnostno-zgodovinski muzej, tule zanimiva slika, oljna slika, ki nam prikazuje cesarja Franca Jožefa, ko pride na otvoritev tega muzeja. Zdaj to, kar smo zdaj videli, Mihaelova vrata, Hofburg, muzej naredi slavni nemški arhitekt Gottfried Semper. Parlament si poznate. Franc Jožef ni nikoli stopil v parlament. Avtor, danski arhitekt Theophil von Hansen. Franc Jožef ni maral parlamenta. Potem Burgtheater, sem je pa rad zahajal, ker je bila Katarina Šrat, njegova ljubica, igralka. Nasproti mestna hiša, Wiener Rathaus v neogotskem stilu. Univerza, renesančni stil, potem imamo borzo, tudi renesančni stil in čisto za konec Fabiani, Urania, torej palača, ki je ob Donavskem kanalu in seveda hkrati ob Ringstraße, zadnja od teh monumentalnih zgradb, ki nastane leta 1910 in je darilo mesta cesarju Francu Jožefu. Če pomislimo, da je seveda Fabiani naredil nekaj zelo konzervativnega, vidite te stebre, kupole, potem obeliske na vrhu, je najbrž samo po sebi razumljivo, da je hotel zadeti cesarjev okus. In ga je. Franc Jožef je bil resnično ganjen in vesel, da je, bom rekel, mesto se polepšalo za njegov jubilej s tako zgradbo. Namreč vse, kar so takrat gradili v secesijskem stilu, Francu Jožefu ni bilo všeč. To, ko bi sicer moglo bolj stati v začetku 19. stoletja, ne pa v začetku 20. To ga je pa navdušilo. Torej, konzervativni cesar je dobil darilo, ki ga je bil zelo, zelo všeč. Tako, malo sem mogel pohiteti na koncu, namreč toliko mecenov, toliko pomembnega, v to uro pa pol stisniti ni bilo ravno lahko. Torej, jaz upam, da ste nekje razumeli, kako pravzaprav so bili Habsburžani pomembni za umetnost. Čeprav jih ponavadi gledamo z drugih zornih kotov, ampak kot zbiralci, kot podporniki umetnikov, nekaterih največjih, Dürerja, Rubensa, Tiziana, pa še marsikoga drugega, so bili seveda izjemnega pomena za celotno svetovno kulturo. Mnogo bolj, kot si mi to mislimo, pa mnogo bolj, kot bi tudi nekdo to jim bil pripravljen priznati. Ampak zdaj vemo nekaj več. Hvala lepa.